Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. V mojem srcu biva on, v mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, v mojem srcu biva on. Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti celjskemu škofu dr. Stanislavu Lipovšku v svojem imenu, v imenu vseh gledalcev oddaje Poti in v imenu župljanov Stolne župnije v Mariboru. Hvala vam za vaša bogoslužja. Hvala vam za vaše spovedovanje. Hvala vam za vse podeljene zakramente. Hvala vam za vse procesije. Hvala vam za vsa romanja. Hvala vam za vse generacije mladih, ki ste jih vzgojili pri verouku. Hvala vam za vašo skrb in duhovni napredek kaplanov v Mariborski stolnici. Hvala vam za vaš prispevek pri ureditvi notranjosti in zunanjosti Mariborske stolnice. Hvala vam za vaš prispevek pri dvakratnem obisku papeža Janeza Pavla II. In pri beatifikaciji Antona Martina Slomška. Hvala vam za vso vzorno organizacijo protokolov in dogodkov v Stolni cerkvi in izven nje. Zelo dolgo in podrobno bi lahko še našteval vaše duhovne sadove in sledi. Zato hvala vam, celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, za vse do sedaj storjenega. Vem, da je beseda hvala premalo in naj vam dobri Bog povrne za vse dobro, kar ste naredili dobrega z vašim delom in zgledom. Pogovor s celjskim škofom dr. Stanislavom Lipovškom bo vodil moderator oddaj Poti Albin Škrabl. Lepo ste povabljeni, da mu prisluhnete. Želim vam dober sprejem. Vičo Marija, moje veselje, viš moje želje, ljubil bi te. Zmiraj pri tebi, hotel bi stati, ljubljena mati, spomni se me. Zmiraj pri tebi, hotel bi stati, ljubljena mati, spomni se me. Kaj pa ti hočeš, moja kraljica, sladka devica, da ti podam? Drugega nimam, srce mi vzemi, zna, da mi vzemi, tebi ga dam. Drugega nimam, srce mi vzemi, zna, da mi vzemi,
Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tokrat sem na obisku v Škofiji Celje. Predstavil vam bomo imeli v gosteh celjskega škofa, doktorja Stanislava Lipovška. Želim vam, da se dobro namestite in vam želim dober in lep sprejem oddaje. Lepo pozdravljam tukajšnjega celjskega škofa, doktorja Stanislava Lipovška v naši domači oddaji. No, na začetku bi vas prosil, če se našim gledalcem oddaje Pot poti predstavite. Ja, lep pozdrav vsem, ki ste zdaj z nami. Ja, vesel sem, da se srečamo nekako po tej poti. No, saj celjsko škofijo poznate. No, jaz pa tudi nekako se čutim Celjana, ker sem tu blizu rojen in to že pred novimi 67 leti, v Vojniku namreč. In sem potem po osnovni šoli v Vojniku obiskal tu Celjo gimnazijo, tam od leta 1958-1962. Potem pa sem se vpisal v Bogoslovje v Ljubljani in leta 1968, prejšnjem stoletju, postal duhovnik in sem bil posvečen tukaj v tej takrat mestni župnijski cerkvi svetega Danijela, Baptistski cerkvi. In zanimivo, potem sem bil pa še tukaj nastavljen za kaplana, tu v Celju, in 4 leta, in potem še 4 leta študija v Rimu, ko sem bil v učini za tudi nekako v Celju, tako za učiniško pomoč, tako da imam nekako že staža v Celju polnih 12 let. No, potem seveda se je malo spremenilo in so me poklicali v Maribor, kjer sem tudi deloval kot duhovnik 35 let, najprej župnik v predmestju, Mojca Marija v Vezju, potem pa 28 let v stolnici, vmes še v Bogoslovju. Tako da, no in potem pa spet letos pa je prišla, jaz sem se že odpravljal v pokoj in že to načudoval, kako bo to lepo se počasi iztekalo. Potem pa pride ta nepričakovana novica, da in so me poklicali, da bi pač naj bil naslednik gospoda dr. Antona Stresa, ki je bil poklican v Ljubljano in sedaj je ljubljanski nadškof metropolit. In jaz pa tukaj njegov nevredni naslednik. In seveda z velikim veseljem se me na Celje veže toliko res lepih, prijetnih spominov in prijateljskih vezi, ko na vsakem koraku srečujem, še danes, ko sem šel sem, srečujem moje nekdanje, bi rekli, učenice celo pri verouku zlasti. Na vsakem koraku vam povem. Včeraj sem bil recimo v nekem čisto neznanem kraju, dober dan, ja, vi ste mene krstili, ja, krasno. To se pravi, pa spet so ta generacije sedaj nekako na višku in ima imenitne službe tu v Celju in se, kjerkoli se pojavim, posod nekako odkrivam moje stare znance in prijatelje. To se pravi, vzdušje je zelo ugodno in možnosti so velike, da bomo nekako nadaljevali to začeto delo, ki je bilo začelo se pred 4 oziroma malo bo 5-letna, 5. obletnica ustanovitve celjske škofije. To je v primeri z drugimi škofijami nič. Recimo, če obhaja kakšne 700-letnico, 800-letnico, ne, ali še več. Ampak dobro, je pa bil začetek, oziroma nekako nadaljevanje tega, ker se vemo, da ima to Celje svojo bogato duhovno zgodovino in tudi že škofijo tam v davnih antičnih časih, ki so pa v Celju lepo dokumentirani. In potem še malo v srednjem veku smo neki poskusi in konec koncev smo zdaj v tem času nekako imamo vse možnosti, tudi po tej, bi rekli, upravno, formalni plati, da se tukaj nadaljuje oziroma naprej zida in gradi Božje kraljestvo. Kakšni so spomini na vašo posvetitev in imenovanje celjskega škofa? Verjetno lepi, bogati. Ja, so lepi, gotovo, bilo je vse lepo in srečno.
v to nekako veselje pa se tudi vedno vključuje tudi, se razume, neka skrb oziroma kako sedaj nadaljevati, kako odgovoriti na vsa ta različna pričakovanja, ki so pa bodi si strani vernikov, strani duhovnikov, in tu je treba seveda se posvetovati z Svetim Duhom in tudi z svojimi sodelavci in z pač ljudmi, ki so danes nekako na raznih odgovornih mestih in službah, tako da se potem nekako usklajeno vključuje vse to poslanstvo cerkve, ki vemo, da sloni na 3 stebrih, to je oznanjevanje, to je bogoslužje in to je dobrodelnost ali liturgija, oziroma dobrodelnost ali caritas. In v tej smeri nekako nadaljujemo to, kar je bilo že do sedaj načrtovano. Ali lahko našim gledalcem daje Pot poti predstavite na kratko škofijo Celje, prihajate iz teh koncev in vam je verjetno to zelo blizu doma. Ja, gotovo, kot rečeno, Celje ima nekaj posebnega, ki sem že omenil to zgodovino, ki tudi vpliva, te 3 zvezde, to vliva neko samozavest in neki zdrav ponos, bi lahko rekli, in istočasno tudi seveda obveznost. Te 3 zvezde lahko razlagamo na različne načine. Za nas pomeni to vero, upanje, ljubezen. Če hočete, to so pa 3 temeljne kreposti. In zdaj moram reči, da nekoliko le poznam to ne samo Celje in v okolico, saj sem tu rojen, sem doživel, saj sem tu bil v šoli, gimnaziji in tako rekoč lahko rečem, da poznam ta utrip. In tu je tista temeljna gotovo odprtost za vse dobro, tudi za Božje kraljestvo in to pričajo recimo naše urejene župnije, o tem pričajo recimo naše urejene cerkve, podružnice in to je veliko veselje, tudi sedaj zame, ko hodim že okrog v župnijah, za svetobirnostne slovesnosti in razne druga slavja, kjer je veliko pripravljenosti nekaj narediti tudi za duhovni blagor ob vseh teh skrbeh, ki jih prinaša pač ta vsestranska kriza, je to še posebej važno in zato sem vesel, da so ljudje ohranili to, bi rekli, duhovno razsežnost in jo tudi danes znajo živeti in tudi na nek primeren način prenašati na rod, ki prihaja. Tako da smo optimisti. Kako vam uspe povezati kristjane ter druge veroizpovedi? Kajti prijel sem kar nekaj pisem, še preden ste postali celjski škof, da zelo lepo znate sodelovati tudi z drugimi veroizpovedi oziroma najdete tisti pravi človeški stik, ki je pa tudi za kristjana pomemben. Ja, seveda, kako bi naj drugače bilo, če smo res učenci Isusa Kristusa in po njem smo pa vsi ljubljeni otroci nebeškega očeta. In otroci naj bodo pridni, naj se med seboj razumejo, če hočemo to vzeti. In recimo, to velja za vse ljudi, to velja še prej za nas kristjane, seveda mi katoličani, pravoslavni evangeličani. Sinoči smo bili v Mariboru, recimo na proslavi dneva reformacije, jaz sem bil zraven, sem se srečal s evangeličanskim škofom, z evangeličanskimi duhovnicami, ja, se smo vendar tukaj sodelavci za Božje kraljestvo in tu ni kaj. Če pa smo v teku zgodovine nekako prišli do različnih spoznanj, oziroma, ja, žal, včasih tudi zelo veri in krščanstva nasprotnih dejanj, kar seveda obžalujemo, vsak svoje strani. Navadno že kmečka modrost pravi, če se 2 kravi bode, da sta največ obe krivi, ena mora odnehati, in tako da je dobro, zaklepaj. Ampak hočem reči, to je zgodovina, Bog ne daj, da bi se to, čeprav se tu in tam še danes kje ponavlja, saj še ni daleč dan, ko smo bili priče tudi temu soočenju med kristjani, med brati iste vere, da se pravi katoličani ali evangeličani, zati pa med pravoslavnimi, in zato je še kako pomembno to, kar je razpoznavno znano, Izusov zapoved, ako ste moji učenci, naj se vidi po
potem, da se med seboj ljubite, da se med seboj prijatelji, da ste sodelavci, ne pa da so med vami prepiri, spopadi in kar je temu podobnega, kar je žal bilo pri nas na Balkanu. Ni še dolgo, in še marsikje po svetu, žal. Gledajte, Bližnji vzhod in tam. In tako da je to treba biti čoječ, zato smo zelo veseli tega dogajanja, tudi v katoliški cerkvi, ki ga je zlasti nam močno poživil znani papež Janez 23., ki je sklical takrat koncil. Prej smo žal bili malo rezervirani, rečem še kaj drugega, in on pa potem tam na koncilu rekel se znane besede, pravi, pozdravljam naše brate, Magričane, pravoslavne, pravi, vi ste naše bratje, zakaj? Zato, ker vsi skupaj molimo Oče naš, vsi imamo skupnega večjega očeta, kaj bomo zdaj drugega, kakor da se med seboj dobro razumemo in dobro sodelujemo. No in dobro, vse to se vidi čisto v konkretnih stvareh potem in rečeno, in prav ste rekli, tu nimam velikih težav. In sem tukaj vedno zelo povezan z vsemi, vključno muslimani. Tudi z njimi se je treba pogovarjati, kajti imamo kar veliko skupnih vrednot, ki so nam vsem pri srcu. Vlasti molitev, recimo, samo gledajte, vi muslimani, to za 200 molitev, ali pa recimo vprašanje družine, to se lahko mi kaj učimo. Biološko so zelo močni, ja? In tudi duhovno, tako da, ali pa recimo romanje, ali pa recimo post. Mi smo nekam zgovili te vrednote, vidite, ko se lahko celo med seboj učimo in bogatimo drugega. In zdaj je bila ravno ta sinoda v Rimu, po vzhodnih cerkvah, na Bližnjem vzhodu, in tam je bilo zelo jasno povedano, da ni druge poti, kakor razgovor med kristjani, Judi in muslimani. To so tri velika svetovna verstva. In to se mora uresničevati tudi v bazi, se pravi tudi na ulici, v Celju, tudi ravno tako in v našem vsakdanjem življenju. Kako vi vidite današnjo mladino? Naši gledalci oddaje Pot poti so v nekaterih župnijah že videli, da so vaši škofiji mladi, ki so lahko tudi vzor oziroma jih lahko tudi posnemamo. Ja, moramo zelo paziti, da nismo črno-beli, da ne mečemo kar nekaj v koš in vse poprek obsojamo. Pozor, med mladimi so tudi izredno plemeniti duhovni pojavi in tega se veselimo. Recimo, ja, mladi, to je bodočnost, naša bodočnost, se moramo videti bezdivi. In tudi se vprašati, ali jim mi posredujemo resnično te vrednote, ki so pomembne za življenje in tako. In tu je seveda morali se mi starejši malo vprašati naprej. Ampak zdaj pustimo. Tudi med mladi imamo izredno plemenite pojave, zlasti recimo že to, kako se skrbijo recimo za svojo bodočnost, izobraževanje, šola in to naprej, v različnih drugih aktivnosti, od športa do kulture. Če omenim samo eno stvar. Prejšnje nedeljo smo imeli v Mozirju srečanje skavtov, kakšnih 300, ne, več, 500, 600 je bilo skavti, mladi. Nekaj otrok, pa tudi potem starejši vse do tam do nekaj do 25. in dalje. In so imeli gesto, veste kakšno gesto? Jaz sem se prijetno bil sem presenečen, kmetije ne damo. Če bi kdo to tako gledal s površjem, rekel, kaj so to neki gruntarji ali kaj. Ne. Oni so precizirali to, kar izraz kmetija pomeni, se pravi, družinsko življenje, napredna skupnost, potem odgovornost, se pravi, najprej družina, starši otroci, dedeki, babice, povezanost, potem vrednota vera, vrednota narod, vrednota recimo zemlja, pošteno delo, torej se pravi, te temeljne vrednote in to mi dajo mladi za izhodišče svojega srečanja. Kmetije ne damo. V tem smislu, kaj ta izraz kmetija v starem slovenskem nekako zavesti in razumevano pomeni. Tiste pozitivne vrednote. Vsemo, da je bilo vse sorte, so se otoževali, so tudi vsem mladja, ampak ne. Tu gre za te temeljne vrednote in evo, mladi se dajo to za program svojega srečanja. Odlično. In jaz sem seveda z vsemi štirimi skušal to, ne samo pod
potrditi, tudi jim pomagati, da bi res tukaj odkrivali te vrednote njim celo, nam starejšim, tudi kakšno povedali, kaj bi bilo dobro postoriti in si vzeti nekako najprej čas drug za drugega in potem tudi za te temeljne duhovne vrednote, ki si jih vsi želimo in ki napravi naše življenje res človeško, srečno in takšno, kot si ga želimo. To se pravi pozitivno. Jasno so pa neki odkloni, pa manila, pa vse to. Ja, vse to ima svoj zakaj in svoj zato. In tu je treba se vprašati, kje smo in kaj storimo, da se ti problemi pač rešujejo in nekaj se tega dogaja. In hvala Bogu tudi v cerkvenih krogih, če pomislimo samo na te komune, ki mnogim pomagajo in ta razna duhovna gibanja, ki so zdravilo in tudi, bi rekli, pot in rešitev. To ste zdaj zelo lepo povedali, gospod Škof. Menite, da je mladina bodočnost cerkve, verjetno je tu potrebna molitev in družbe. Vsega, in sveta, se razume. Ja, in tu smo zelo izzvani, da bi najprej mi bili luč tem mladim, saj vidimo, kako je, in kakšno je stanje, recimo, kar pogledamo, ne bomo zdaj naštevali, jaz vam raje se držim sekretarskega pregovora, bolje kot prekiniti temo, je boljše prižgati luč. Imamo pa veliko družin danes, ki so odkrile te vrednote, ki živijo tudi danes, tudi sredi teh kriz in vseh teh tegob, ampak Jezus pravi, iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo se bomo navrglo. To se pravi, če živi družina med sebojni povezanosti, če se trudi za to temeljno, bi rekel, razumevanje, potem bodo tudi vse druge probleme nekako reševali. Če se sosedje med seboj razumejo, vasi, če vedo štimunga, ali pa sosedje recimo v mestu, da nismo kot samo neki sostanovalci, reč prijatelji, potem drugemu pomagamo in tako skupaj vlečemo ta voz in upam, da ga bomo izvlekli tudi iz teh vseh različnih težav, tegob in kriz, ki nas še trenutno dajo oziroma so naša naloga. Bog daj, kajti če damo Boga na prvo mesto, so vse stvari na pravem mestu. Kakšni so pa spomini na egoistični kongres v Celju? Zelo lepi. To je bilo zame seveda nekako uvodno dogajanje. Prej aprila 24. sem bil posvečen in potem pa takoj maj oziroma junij, pa že ta kongres, ki je bil res dogodek slovenski in na nek način tudi vse cerkveni, saj je imel ta značaj vse cerkve po delegatu svetega očeta, kardinalu Bretoneju. Seveda, to je bil vrh ledene gore, bi rekli, ker prej je bila že dvoletna priprava po naših župnijah in to je bilo to pač sklepno slavje, ki pa spet ne sme biti in ni samo neki dogodek, ampak se ta dogodek sedaj nadaljuje po naših župnijah pri vsaki sveti maši, ki je neke vrste evharistični kongres. Gotovo, ta kongres je bil zalogaj tako logistični, in tu smo veseli bili, da je šlo mesto zelo naproti, ko smo si najprej sposodili stadion, da je bil premagen, potem še zasebno dodano, potem že vse okrog, ker mi so računali tam na 15.000, ali kaj takega, prišlo pa 32.000, tako da si razumete, organizacija ne potem kako škriple, ampak je vse šlo nekako, hvala Bogu, tudi ključno vreme in po te plati je zadeva stekla in smo bili res zelo veseli. Jasno je pa sporočilo kongresa je pa tudi močno in to je, da se kljub vsem tegovam in nasprotnim viharjem ali vetrovom uresničuje Božje kraljestvo. Se pravi, Jezusovo daritev sveti maši, vhajanje zakramentov, to gre naprej. In kongres je ravno to, gre podariti, da Jezusovo delo izvršenja tudi danes je tu in sedaj in se vedno znova resničuje. Tako pri tem slovesnem dogodku, kot pri recimo neki maši tam na zadnji podružni cerkvici za 3 ženičkami, če so in tako dalje. Tako da, vedno posodi pa tisto jezusko načilo, to delajte na mojem spominu. Jasno je bilo
tam sodelovanje, kot se spodobi, recimo v orkestru slovenske policije, 1300 pevcev, pet je bilo tako, da te dvigne, da te nese nekam, da če imaš količka iz srca, zato so pa ljudje rekli, da je bilo kot nebesih, da je bilo to, ja, seveda, vedno ne moreš take stvari narediti, ampak včasih je pa dobro, da malo tudi začutimo to lepoto in to tudi duhovno moč krščanskega poznanila. No, meni je to bilo sem že malo vajen tega, imel sem čas biti pri prvem papežem obisku 96, bil zelo gajen, tudi na 3 mestih, recimo Ljubljana, Postojna, Maribor, kar vedno čez 100 000 navzočih. Potem smo imeli leta 99, Maribor spet, 200 000, na Travniku, kakšen stadion, in smo imeli vedno srečo z vremenom, vedno. In potem še lani, recimo 150 let zasnovška prihoda, spet poln stadion, 15 000 v Mariboru. No in to smo že malo vajeni tega. In to potem ni bilo nič tako težkega, ker že naprej vemo, kak je in kako se to uresničuje. Jasno pa je veliko važnejše to duhovno sporočilo in to se pa sedaj nekako odvija in nadaljuje po naših župnijah. Razen tega in zlasti je bila tudi beatifikacija tega Lojzeta Grozeta, to pa je ta pričevalec, 20 let star, leta 41, na novo leto so ga ubili. Zakaj? Dobro, to so težke zadeve in je čisto prav, da smo ga nekako postavili kot luč, ker je on reč živel iz Evharistije in daleč od kakega sovraštva ali kaj. On je bil, ga je prevzel Jezus Kristus, njegov evangelij in je to živel, jasno, in kot tak je bil potem trn v peti oziroma v česu nekaterim, ki so ga potem tudi likvidirali in to na tak grozljiv način, vemo. Pa ne samo tega, to je pa še veliko poglavje, jaz grem jutri, so me klicali včeraj, da naj pride na novo grobišče vsaj 2000 pridobovi. Še ne odkrito grobišče, da če za Božjo voljo, da če gremo na vsakega grobišča, gremo še na tega, ker so začeli zdaj odkopavati te reveže, oziroma ki so bili tam pometani in pobiti, saj vemo, kako je to bilo. Pa tu imamo teh rebe, tam imamo prekolov, pa tam 400, 600, to je pa spet drugo poglavje in zato je še tem bolj potrebna ta luč, ki pa je Jezus Kristus in njegov evangelij, tudi njegovo vabilo, ki spravi razumevanju, odpuščanju. In mi smo in moramo biti in želimo biti nosilci tega sporočila. Jaz bi še samo naše gledalce Oddaje Pot poti povabil na Vatikanski krščanski strežnik RKC, kjer je tudi pripravljeno veliko duhovnih oddaj, predstavitev škofij, župnij po celotni Sloveniji. Pa tudi o močencu Alojzu Grozdetu se bo to lahko kaj več pogledali, kajti to oddajo smo tudi pripravili. Vas, gospod Škof, pa bi vprašal, kako vi vidite oziroma doživljate krščansko družino v 3 težkih časih? Ja, malo sem že tem rekel, da ima družina zelo jasno poslanstvo, ki je že na prvih straneh Svetega pisma nekako utemeljeno. Bog je ustvaril človeka po moža in ženo in z naročilom rastite, množite se in napolnite zemljo in gospodujte. Zdaj človek je vrh stvarstva, je poklican, da z svojim življenjem nekako to stvarstvo ureja in da poskrbi za tudi rast in blagor potomcev, ki izvirajo iz te ljubezni. Dobro, zdaj družina v vseh časih to poslanstvo uresničuje tudi danes, čeprav se sooča z mnogimi nasprotnimi tokovi, ki so sad te človeške, bi rekli, slabosti, pa lahko še kaj drugega, ko nekako nismo odkrili teh vrednot. In to so vrednote skupnega življenja, kaj pa je to lepšega, kakor če se dva mlada srečata v ljubezni in to ljubezen potem potrdita in posvetita z vidnim znamenjem te zaveze, ki je proroka, civilna in cerkvena, če sta verna, ne samo državljana, tudi kristjana, in to gre potem lepo skupaj in iz te ljubezni skrije potem novi člani, to so otroci in to je vzgoja in to je izobraževanje in ati in mamica sta zraven. Ja,
dedek in babica sta zraven. To so idealne zadeve. No, potem pa seveda vedno ne uspe tega, pride taki drugačni pač vplivi. Kot že rečeno, skušamo pomagati, reševati, tudi zdraviti. Vemo, da se da marsikaj tudi ozdraviti. Recimo, pridejo nesporazumi, pridejo prepiri, pridejo težave. Imamo polno teh svetovalnic, tako na cerkveni kot na državni ravni. Marsikaj se da urediti. In tudi tisto socialna pomoč, recimo, ko je res nastopi kriza, pa tudi stari starši lahko pomagajo, pa imamo institucijo, recimo Botrov, ki jih tudi zelo čuvamo, nasprotju z nekaterimi, ki pravijo, da to ni res. Botrovstvo je imenitna ustanova, tako krstni Botr, kot biblijski Botr, in ga bomo še utrjevali, razvili, ta lahko marsikaj rešuje, Botrca, Botr, ampak mora biti res ta pravi, ne, da je to sama komercijala, ampak da je tu res duhovna pomoč in tudi zgled in opora, tako staršem, tudi temu najstniku, recimo, kaj pa boste lepšega imeli, kot recimo, jaz se lahko res osminem mojega Botra, ni tudi vašega, in naši gledalci tudi svojih Botrov, če so pravega zbrali, je to bila lepa opora in Botrček pride in Botrček kaj svetuje, bo tudi nekaj pomaga, zakaj pa ne, motivira. Jaz sem bil vesel, ko mi je dal Botr spričevalo, če je bilo v redu spričevalo, pa je dal notri nekaj, zakaj pa ne. Dobro, in to je tudi pomoč staršem, zraven pa seveda, da je Botr tudi kot kristjan nekako opora. In se pravi, težki časi, se veste, najstniški časi, počasih ati in mamica več ne zmoreta tega nadevudnega sineka ali pa hčerkico, Botr pa celo, ki stanu ni zraven, pa celo lahko kaj reče. Tako da je to imenitna ustanova, tako da mi ne bomo odjedne med Botrov, nikakor ne. In pravim, družina bo tudi to prešla, te krize in trdno upamo, da tisto temeljno pa ostane in to tudi dokazujejo danes mnoge družine, ki so ta zaklad odkrile in ga živijo. Ti naj bodo luči drugim. Duhovništvo, redovništvo oziroma kako naj kristjani pomagajo, da mlad človek začuti Božji klic, ko ga Gospod pokliče v svoj vinograd? Ja, to je zanimivo vprašanje, ki se z njim vsi ukvarjamo, ker se soočamo z tem velikim pomanjkanjem duhovnih poklicev. To je seveda za škofa še tem bolj težko, ko je tudi teh dneh pravijo, pa dajte nam pošljete duhovnika, pa kje ga ne, če ga ni. To je velik problem, in potem zdaj rešujemo to pač s tako zvano soupravo, se pravi, ima en duhovnik 2 ali celo 3 župnije. In to so različni načini, kako se to nekako uspe. Jasno, da ni več tistega, bi rekli, popolnega, bi rekli, oskrbe, če ne moreš, se ne mora strga delijo na 5 krajev. Ampak tu mora vernik potem malo razumeti in moram reči, da to nekako rešujemo še vedno. Je pa to tudi eno znamenje, pravijo, da vsaka stvar ima tudi svoje pozitivne učinke. Mogoče smo mi duhovniki včasih malo preveč zaposleni z drugimi stvarmi, obnova, gradnje in to je treba bolj prepustiti našim sodelavcem, so vključari v študijski svet. Vse, marsikje to, da se duhovnik posveča samo večji duhovniški službi, to je eno. Potem moramo recimo tudi še vzgajati naše sodelavce, tu smo tudi malo še v zaostanku, bi rekli, recimo stanje diakoni, ki lahko marsikaj tudi prevzamejo, tudi na župniji brez duhovnika, enostavno vodijo v služje Božje besede, lahko vernik obhajajo, ko duhovnik res ne mora biti, on pa pride samo takrat, kadar je možno in ima potem tudi tam svetomašo in posveti hostje in potem se lahko čez teden verniki tudi sami zbirajo. Tako da je pod vodstvom recimo diakona, ki je tam poročenega moža, ki ima svojo službo, pa ob tem še najde čas tudi za župnijo. Tako imajo recimo Škofija Gradec, Škofija Celovec, Škofija Gorica in tak, tudi delno že na Hrvaškem, pri našem veliko manj in tudi to si nekako prizadevamo. Imamo tudi ustrezno šolo, recimo tudi v Svetem Jožefu v Celju, kjer se lahko tudi ti izobražujejo tudi za to službo. Tako da, razen tega pa jaz še prihajam iz generacije, ko
ko je bilo leta 68, nas je bilo toliko v Ljubljani, 215, da ni bilo več prostora, da smo lezli na dimni konvent, tako rekoč, in takrat smo morali iti v Maribor, ker ni bilo več prostora v Ljubljani. No, v zdaj teh 40 letih smo prišli tu, ker smo. Zato pa jaz, ker sem doživel že tako velik, razcvet duhovnih poklicev, ne verjamem, da je zdaj vsega konc, ampak da bo po tej suši nekako prišlo pa še novo obdobje in zdi se, da se že to malo nakazuje, ali pa kot je rekel že egiptovski Jožef, da se bile leta suhih krav in debelih krav. Tu je neko duhovno varovanje in kdo ve, tudi lahko ta kriza nekako nas malo strezni in nas malo usmeri k vrednotam, kjer so prave radosti, vključno tudi vprašanje duhovnih poklicev. Tako da zaupamo, da je Gospod z nami, je vprašanje, če smo res mi z njim. To pa je odgovor na vaše vprašanje. Jaz bi se še po tej priložnosti v imenu gledalcev Oddaje Pot poti, še predvsem tistih zdomcev v Avstraliji, v Ameriki, zahvalil krščanskemu strežniku EKC, ker ga pravzaprav je lastnik Škofovska konferenca, da smemo gostovati, kajti velikokrat mi tudi pišejo, da gredo tam 400-800 km k Sveti Maši in če primerjamo te stvari za Slovenijo, v bistvu imamo cerkev Sveto Mašo kar na koraku in ni tako hudo, kot je, ampak je pa res to ena če tole primerjamo, taka velika prekretnica in se tega mi v Sloveniji pravzaprav premalo zavedamo. Ja, gotovo, to je spet drugo vprašanje naši rojaki po svetu, seveda tudi tu, se oni soočajo z podobnimi problemi, še hujšimi seveda. Tudi to rešujemo, koliko je mogoče, jasno tudi z povezanostjo z takrat tamkajšnjimi krajevnimi cerkvami, ne bo šlo najbolj drugače. Ampak vedno zaenkrat, če imamo vedno v vsaki državi vsaj enega, dva predstavnika, to se pravi matične domovine, ki nekako skrbita za najnujnejše. Se pravi, da se ohranjajo tudi te vrednote, kot je jezik, slovenstvo, potem pa jasno vera in ljubezen domovine. To so vrednote, ki so zelo blizu evangeliju in zato smo tudi mi zelo zainteresirani, da naši rojaki ostanejo zvesti tem svojim duhovnim koreninam, tudi povezani z domovino. Jasno pa tudi so tam, živijo in delajo tam, se pravi, najbolj tudi tam nekako se vključijo v krajevno cerkev. Ne bo šlo brez tega in ne gre. Eno in drugo. In to je lahko samo obogatitev, da potem z svojim izročilom tudi obogatijo tam kraj, kjer so. Recimo, in to se dogaja. Recimo, če naši Slovenci pridejo skupaj, nekaj župniji, pa recimo tam pridejo ne samo na velik nošek, tam nekaj zapojo, mače, pa še zaigrajo, če treba, pa povedo, kako mi živimo krščansko življenje v Sloveniji in je to imenitno pričevanje. In zato se jim zahvalimo. Kako nagovoriti ljudi, da bi si vzeli čas za osebno molitev in molitev za duhovne poklice? Predvsem so me naši gledalci Oddaje Pot poti oziroma poslali, oziroma da ste pravzaprav poslali med župnije en lepo gesto, da bi molili za nove duhovne poklice in tole se mi zdelo tudi, da izpostavim in tole je res ena zahvala Bogu, hvala. Ja, to je... Danes pravi, da je kriza molitve. Ne bi rekel. Nikoli se še ni o molitvi toliko pisalo in govorilo kot se danes. Nikoli ni še bilo toliko molitvenih skupin, kot je danes. Tako da ni tako hudo. Se nikoli ni bilo toliko molitvenikov, kot je danes. Tako da, ja, so pa res nekakve druge oblike, lahko tudi molitve, to tudi treba biti pozorn, da se reče, recimo mladi, ko vidijo skupaj, imajo nek svoj način, pa ta molitvena gibanja tudi, nekaterim ni to všeč, češ pa to, pa, ja, dobro, tudi recimo z načinom petja, z gibanjem telesa in tako dalje. Ampak to so tudi, mislim, pojavi, ki
Nekateri ljudi ne govorijo, druge ne. Drugi smo seveda še bolj nekako v teh utečenih oblikah. Recimo zdaj ravno v mesecu oktober je koncu molitev Božjega Novenca. Je imenitna stvar. Samo seveda treba odkriti, ne? Samo tam na mladostniku rekel, če ga še ni življenje izučilo. Ko bo da življenje malo izuči, potem pa se rad ustaviš malo pomisliš, kaj pa to pomeni za me, ki je Svetega Duha poslal, ali ki si ga Devica rodila, ali ki je na gori razvil svoje veličastvo. Tako da, pa mislim, da bomo tudi na podlagi tudi te, bi rekli, duhovne krize nekako prišli do novih kvalitetnih oblik molitve. Recimo, spet gremo nazaj na kongres. Mi smo spali v noči od 12. na 13. 600 mladih, ko ni spalo, so bili tam pri Svetem Duhu v molitvi. Jaz sem spal. Viš? Ker sem rekel, zjutraj moram vsaj biti malo, ne? Oni so pa molili. Noči. Seveda, mi smo tudi dali recimo molitveno noč, ko so rekli, zakaj se greste. Ja, čakaj, Sveto pismo beremo, posvečujem te dneva in noči, to se pravi po noči, Jezus je tudi noč prečul v molitvi. Recimo menihi, kartuzijani, vsako noč so naše sestre Klarise, tudi po noči. To se pravi, da se posvečuje teh dneva in noči. In noč ima tudi svojo skrivnostno moč. Ne pozabimo, da se skrivnostno človečenja, Jezusovo rojstvo odvilo po noči, skrivnostno enja, prav tako, velika noč, vidite, višja noč. Tako da, zakaj pa ne bi tudi eventualno tudi po noči, recimo mladi, zanimivo, imajo to neki čut, sem rečen vsak dan, pa enkrat na leto, pa zakaj ne, zdaj je tudi ena taka oblika. Zlasti smo veseli, recimo mladi zelo odkrivajo molitev, to molitveno ustvo, že se ve, hvalnice, večernice, molitev psalmov, recimo psalmi, to je porajno petje, to je zdaj na kasetah, to ti slišiš se po naših domovih, to je vse dobro. To ustvarja neko okolje, iz katerih potem se nekako znova nekako rojeva tudi tista, kot rečemo, klasična molitev. Hvala Bogu, ne bojte se. Božje kraljestvo je tu, mi ne smemo to ovirati, ampak se veseliti, če tu in tam kaj zbrsti in tiste rožice lepo gojiti in zalivati. Kako pravzaprav mediji vplivajo na mnenje ljudi in kako naj človek izbere tisto dobro Božje? Mediji imajo svoj vpliv, seveda, pa še kakšen. Jasno. In zato tudi tukaj je seveda potrebno neko soočenje med zlom in dobrim, med resnico in zmoto. Mediji lahko širijo zlo kot nekaj dobrega, recimo dobro, ne vem, ti hvali tam zakonsko nezastopo, daj drugo plat, naša družina, poglej družino s 5 otroki, pa tam pravijo, kako danes to živijo in kako jih to osrečuje. Pa daj primere za to. Tam otroki brez staršev, pri skregani starši, da bo tu, dobro, ne bo primerjamo. Zato smo tudi zelo hvaležni medijem, vam recimo, da tudi pomagate in ustvarjate to klimo z vrednotami življenja. Vrednota je družina, vrednota je ljubezen do domovine, vrednota je jezik, ne nazaj tudi jezik. Slomšek se vrača v grobu, kaj mi delamo z našim jezikom. Sveta vera, vodja luč, imate jezik ključ, do zveličavne omike. Slomšek, to je enkratno, to je tudi zame, recimo Slomšek je zame vodilo in karizma in navdih. In kako je znal on, recimo, te temeljne vrednote lepo vključevati v svoje oznanilo. Njegovo vodilo, to je enkratno, to je za vse. To zveličavne omike, to je za vse, tudi za atomske fizike. Atomski fizik lahko veliko pomaga, če dela atomsko bombo, pa hvala lepa. To je pa uničenje, umika kultura, Slomšek ne pravi kultura, to je tujka, pravi umika, mora biti zveličavna, zapravi mora voditi k smotru, k večnemu cilju. Če to uničuje, potem ni več kultura, ni več umika, potem je to zlo, potem je to propad. Vidite, tako da imamo te svetilnike, tako da
te se ozirajmo, pa nas lepo vodijo k Jezusu, oziroma k takemu zdravemu, normalnemu, živemu, bogatemu, človeškemu življenju. Božja ljubezen je vest popolnosti. Kaj menite vi o tem, gospod Škof? Božja ljubezen je? Božja ljubezen je vest popolnosti. Božja ljubezen se pa ravno razodeva v Jezusu Kristusu. To je konkretizacija Božje ljubezni. Drugače se ne veš, kaj pomati. Vzemi evangelij, pa gledaj, kaj je delal Jezus. Hodi okrog in dobro je bil. Pa beri. Božja ljubezen je, potem se konkretizira v Jezusu Kristusu in v nas, koliko smo res zvesti učenci Jezusa Kristusa. Da to malo prevzame. Kot smo še danes brali v berilu našem, meni je življenje Kristus, pravi apostol Pavel. Pa tudi lomo pa prej. Se pravi, celo preganjanje Cerkev Božjo. Ker je napačno mislil, da je to zloraba stare zaveze. Sedaj Jezus je rekel, da v soboto lahko zdraviš. Oni so rekli, soboto ne smeš, predpisano. Jezus pa preprosto odgovarja, če ti oso pade vodnjak, ne boš čakal na ponedeljek, ampak boš takoj zavlekel, če ti koča gori, ne boš čakal, ampak boš takoj, pa je sobota lepa Božič, vidiš, Zdaj, ta novi duh in apostol, ta Savel je mislil, to zlorabo, to niso zvesti in jih je preganjal. Je bila potrebna posebna šola, da ga je vrgel s konja, se pravi, vleči s konja nekoga, pomeni ga zamajati, da se malo strezniš, In potem pa pride apostol Pavel do drugega spoznanja, meni je življenje Kristus, ni česa me ne določilo več. Če te to prime, pa ne si dober, ne si pa na konju. Potem pa znaš tudi vse drugo, da te luči nekako reševati. Kako se spominjate na dni, ki ste jih preživeli v stolni župnik, kot stolni župnik v Mariboru? Ne vprašati. Dobro, bilo je lepo. Sem se v Mariboru zelo dobro počutil, vam reče, mesto zdravje in kaj. Zelo, ne me znemire zdaj s tem, ker je, to so lepi spomini, hvala Bogu. Jaz sem zelo hvaležen v Mariboru in mojim prebivalcem in zlasti na Čkopu na Begelu, da sem z njim bila tako rekoč skupaj. Leta 80 sem bil z njegov ceremonjer, 1980, pri njegovem posvečenju. Zdaj, in potem smo skozi skupaj. Tako v njegovim varstvu in senci. Potem smo to je bilo zelo lepo, to so bila zelo lepa leta. In kaj če druga reči. In seveda Slomšek, vse skozi prisoten, ker sem bil pač varuh Slomškega groba. In to je dar. In to je priložnost. In potem seveda vse okrog. Pa tam je še potem vse te ustanove, recimo Bogoslovje, teološko fakulteta, vse druge institucije. Imeli smo tudi imenitno sodelovanje tudi z vsakokratnim županom in z mestnimi službami, zraven gledališče, zraven doktorat univerze. Čakajte, to je bilo središče tam. Stolnica, vera, univerza, znanost, gledališče, kultura. Na enem koraku. In vse te službe skupaj, mi smo se redno dobivali skupaj, recimo predstojniki teh ustanov, in to je bila klima. In tudi Celju ustvarjamo in smo v taki klimi. Čeprav nimamo univerze, imamo nekaj že visokošolskih ustanov, recimo imamo Sveti Jožef, Tugorda center, imamo tu Salezijance, imamo tu Kapucine, in to so tudi tako močna duhovna žarišča. Tako da se to zdaj vse prepleta. Je pa res, da se nisem še poslovil od Maribora, mislim v tem smislu, da se ne smem, ker je to še vedno metropolija Maribor. In imamo tudi redne službena srečanja, da se pogovarjamo, se pravi Maribor, Murska Sobota, Celje. To je metropolis, osrednje mesto. Tako da, ni zdaj to zgodovina, ampak se to lepo nadaljuje. Jasno, jaz sem zdaj najprej tu, potem pa vse drugo. Tako. Pravim, predvsem sem to vprašanje postavil
veliko zaradi tega, ker so pravzaprav gledalci vas imeli radi, oziroma vaši župljani, tudi ljudje, veliko dobrega ste naredili, veliko težkega, kajti stolnica je bila vedno v tistem budnem očesu, kajti veliko dogodkov se je dogajalo in edino dobri Bog vam je lahko bogat blačik nebesih za vse skupaj. Pa ne, da vam hvala Bogu, ne. Vse ne moreš vsega narediti, kar vidiš, da je bilo dobro, ampak marsikaj pa smo nekako postorili, zlasti pa seveda, da smo skušali biti na razpolago vsem ljudem v vseh njihovih tegobah in težavah. Ja, to bo treba tudi za nas duhovnike, oni včasih malo pozavimo, da Jezus nalovnega trsa ni zlomil in tlečega stena ne ugasnil, to je načelo. Zdaj, če je to ves ponovljenega, pazi, da ga ne boš še bolj, ampak da ga boš dvignil, boš pomagal. In če lučka vere malo beli, pa tam neki bogi boter, če bi rad bil, pomagaj mu, da bo vedel boter. Ne pa reči, ti si nisi sposoben. Pomagaj mu. Ali pa če družini nekaj škriplje, bo zdaj nekimi normalno boš skušal reševati, pomagati, svetovati. Pa če treba malo se kaj spregledati, ker nismo vsi 100%, Jezus pravi, da pridi sejalcem semenom, da sem rodi 30 dni, 60 dni, 100 dni, svetniki so recimo 100 terni, tako da moramo paziti malo to, tako da smo vedno nekako usklajeni z načeli in ravnanjem Jezusa Kristusa, ki je imel zelo velik občutek za te male vloge, večje, žalostne pomoči potrebe. In to skušamo malo hoditi po teh stopinjah, kot se reče, dobrega pastirja, ki ovce zbira, ne pa jih odganja. In usmiljenega Samarijana, ki se skloni revežno pota na tleh, v ranah, krvav, malo se dogre nimo, kar ne briga, a Samarijan se pa ustavi se. Kaj bi na koncu oddaje Pot poti položili na srce našim gledalcem? Pot poti? Če imate že pot izraz, potem kar postanemo v tem izrazu, Jezus pravi, jaz sem pot in resnica in življenje, pot je evangelij. Ko ne vemo, kaj bi, je to vodilo. In tudi življenje, se pravi polnost že sedaj in Bog da tudi v večnosti. In prav mesec november nas bo tega spomnil, da smo bili mi na poti, ko smo na grobu, se spomnimo, da bomo moče dovolj to že mi tam. Vemo, kam gremo, poznamo pot in kar pogumno po tej poti. To ni poceni tolažba. Jezus pravi, ne da je Gospod, pa lepo zdihuje, to še ni dost. Ampak, kdor spomnuje voljo mojega očeta, kdor vzame vsak dan svoj križ, pa še križ drugega in ga nosi, ta je moj učenec in ta je tisti, ki me ljubi. Njega bo ljubi moj oče, njemu prišla in pri njem prebivala. In tej modrosti želim sebi in tudi vam, ki nas zdaj poslušate. Gospod Škof, jaz se vam srca zahvaljujem za pogovor in vam želimo obilo Božjega blagoslova na vaših življenjskih poteh. Vas, spoštovane gledalke, pa lepo pozdravljam iz Celja z tistim starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Amen.